Smo radioaktivno, poslušate Paranoid. Sound of torture, silent when I'm near. Keep bringing danger with a shovel full of spit. High class mentality.
Flash je bila slišana skladba skupine Paranoise, z mano pa vsi člani Dejan, Aleš, Mark in Jure, zdravo. Zdravo. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Dobro večer. Bomo danes paranoični. Da. Ste to pogosto? Smo, ja. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da še odkrivamo različne zvoke v življenju. Zato smo paranoični. Ne vemo, kaj nas še čaka. V današnjem svetu skoraj da že moraš biti, ali pa te okolica naredi. Ja, jaz mislim, da če nisi več paranoičen, nisi niti normalen. Te že svet gleda z drugačnimi oči. Se potem lahko umirite. Ja, mi po mojem se umirimo s tem, ko igramo glasbo. To nas potem malo pomiri in vrne v nek zasanjan svet, bi rekel, no. Da nas malo odklopi od tega paranoičnega sveta. Je glasba v tem filter za sproščanje? Definitivno. In mogoče pač ne samo za sproščanje, ampak mogoče tudi za še odkrivanje nečesa novega. Kaj vam glasba daje? Navdih, upanje, veselje, sproščanje, pa še marsikaj. Je potem glasba pomiritev po celodnevnih šokih? Ja, kakor kdaj, ponavadi ja, no, je. Pogovor smo pričeli s skladbo Flash. Flash je naš prvi komad na albumu in V glavnem, ja, prvi komad je bil Flash. Je malo udaren začetek, zato smo se odločili ga dati na, pač kot opener za album. Je simpel sestava, simpel sporočilo, taka jezno-ljubezenska drama in v bistvu notri je vse predstavljeno tako simplistično, no, tako da v bistvu poslušalca lepo počasi popelje notri v kaj ga še čaka na albumu. Glede na to, da imate naslov albuma Zmedeni voznik, če ga poslovenim naslov albuma, je potem tudi to album proti neki nestrpnosti? Jaz ne bi rekel bolj proti nestrpnosti, ampak bolj proti temu zmedenemu okolju, kjer se ne moremo nikakor postaviti v eno ali drugo smer in se nekako skozi celo življenje iščemo v temu in je potem tudi naslov Zmedeni voznik, kot da še ne vemo, kaj nas čaka oziroma se še iščemo v temu. Pa potem veste, kam peljate? Mogoče bomo izvedli, kam se vozimo z drugim albumom. V katero smer pa se sedaj vozite? V neznano. Je lahko tudi pot v neznano izziv? Seveda je lahko. Na kakšen način? Tak brezupen način mogoče, no. Se prepustiš življenju, kam te pelje, nekaj takega. Se puščaš presenečenju, ki ti ga ponuja življenje. Verjetno pa ni dobro peljati v napačno smer. Vse po avtocesti ne? Po avtocesti ne, pri ostalih stvarih mogoče ja včasih. Sploh mi glasbeniki to znamo in to prakticiramo. Včasih verjetno malo za nalašč kar. Provocirate? Pa tudi, jaz mislim, da ja, kaj. Če smo pravi, imamo to v sebi, malo uporništva tega, no. Druga, ki bomo zavrteli, bo Away From You. Ta malo bolj energičen komad, še zmeraj je nekako neka ljubezenska tematika, neka frustracija nekega odnosa in to je to. Don't you wanna get away from the role I wanna play and be surprised that I can't look away from you and think the way I play you true and not realize. Let me stand alone to see I don't need a check in me, your sacrifice. Riding, sitting on the bone, waiting for your call to come and magnify. And she turns away. No. And she turns away from you.
Away From You skupine Paranoid z albuma Baffled Driver. Umetna inteligenca pravi, da ste nastali leta 2019. Ima prav ali se moti? Če umetna inteligenca tako pravi, pol drži. Nažalost. Ja. Veliko krat ti lahko potrdim, ne drži, kaj pravi. Tokrat mislim, da drži, ja. Združili smo se glih pred Covidom in v bistvu nam je prišlo malo prav, pač ta neki lockdown, da smo pol se zaprli v vadnico oziroma v studio in preigravali, vadili, snemali ta material. Ja, tako, v začetku leta 2019 sva zgodbo Paranoid štartali jaz pa Dejan, kasneje se nam je pridružil bobnar Jure, nato pa še Mark Godina z vokalom in kitaro in tako smo nekako zaštartali to zgodbo Paranoid, ki smo jo vrhunec ustvarjanja verjetno ga ustvarili v letu 2020, ko je bil ta lockdown. Potem pa se je pač razvijalo zadeve naprej, kot se je do tega albuma, no, kot je. Bi vas lahko označili za alternativni rock band? Mislim, da ja. Načeloma pač po mojem spadamo pod neko to kategorijo, sicer pa imamo par različnih stilov se prepleta noter, no, ki malo klasik rocka, malo grunge, malo, ne vem, odvisno od kitarskih linij, od vokalnih linij, ampak načeloma je skoraj vse spada pod alternativni rock. Mislim, da kot band nas je težko popredalčkati, v kateri žanr mi sodimo, se odvijamo v različnih stiljah, kot je povedal Mark, od grungea do funka, bluesa, klasik rocka, psihadelične zadeve. Je zapleteno prepletati vse te žanre? Zadeva je tako, da smo vsi štirje različnih okusov glasbe, v katerih pol nekako združujemo to skupaj in se tudi komadi tako odvijajo, pol nekako, tudi v nastajanju, no, in se da. Jaz mislim, da s tem albumom smo nekako dokazali, da se da mešati žanre, no. Je danes o poplavi vse glasbe, ki se pojavlja na spletu, moč najti še nek lasten glasbeni izraz? Pa odvisno, kako to zdaj gledamo, ne. Ta cel mainstream in cela ta forsira en način oziroma eno vrsto glasbe, po drugi strani pa jaz mislim, da je tudi potem tudi zanimivo, če se najde kakšnega glasbenika, ki ni lih po teh notah, tako da jaz mislim, da nismo zgrešili, oziroma bom rekel tako, kdor dela s srcem in kdor dela z nekim namenom, ne samo z marketinškega poteze, mislim, da prej ali slej izstopi tudi ven. Če vsak posluša svoj žanr, kako se potem uskladite, katera beseda prevlada? Ali vlada demokracija, da vsi dvignete roke in smo za ali pa proti? Načeloma smo kar demokratični, ja, se mi zdi. Čeprav pač sigurno so pač dnevi, ko je vsak malo po svoje, ampak načeloma nam ta demokracija gre kar dobro, zato je toliko različnih stilov potem notri implementiranih, kar je v bistvu zanimivo, da pride do tega. Strmimo itak k demokratičnem načinu odločanja, ampak še zmeraj demokracija vemo, da je malo utopična in je zadeva malo pogojena z prilagajanjem drugemu, no? Tako da zmeraj nekdo malo popušča drugemu, ne? Tako da ni v bendu nobenega malega diktatorja? Je. Jaz se hotel reči, da ja, načeloma smo demokracija, vlada, pol naredimo kdaj kompromis in poslušamo najmlajšega. Tako da je, vsega je, no. Na koncu važno, da se zmenimo in da pač stvar laufa dalje, no. Mark, ti imaš komando, očitno. Ne vem, očitno se oni tako počutijo, jaz nisem dobil teh znakov še prej, ne vem, o čem sem govoril. Bomo poslušali naslednjo skladbo I Kid You Not. To je v bistvu samo neka stvar o tem, ko se počutiš, da te noben ne posluša.
Skupina Paranoise, Buffalo Driver je album, ki ga vrtimo v oddaji Radioaktivno, 4-članska zasedba ste. Je to vaš prvi band ali ste že prej delovali tudi kakšnih drugih? Recimo jaz, Dejan in Aleš se poznamo že odprej, smo tudi istega letnika, tako da smo se nekako poizkušali že, jaz mislim, da od 14. če ne že od katerega leta prej. Zdaj smo že dosti stari, niti ne bomo računali koliko, ampak smo se vedno videvali, vedno smo bili v nekih bendih, ne bom rekel istih, ampak družbeno povezani in nekako na koncu je imel vsak svojo stvar. Jaz tudi lahko omenim, da sta me Aleš in Dejan že enkrat prej povabila, pred februarjem 2019, ampak sem bil zaseden z enim drugim bendom in sem pač takrat to odklonil. Vmes seveda se življenje zgodi, je bend razpade in potem sta me spet poklicala in sem bil zelo vesel in se pridružil. No. Tako da smo vsi aktivni glasbeno že dosti časa. Mislim, da tle, ne bom rekel, vsaj pri meni se to lih ne vidi, ampak smo aktivni. No. V kakšnih glasbenih žanrih si predeloval? Večinoma, jaz bom tako rekel, jaz sem zrastel z Offspringi, 90-ta generacija, punker sem bil. Par bendov je bilo sigurno, teh California punk, potem vmes sem imel en projekt, ki je bil akustično, se pravi trio, in potem sem prišel do njih. No. Tako da se tudi v kakšnem komadu čuje kakšen hiter, pospešen ritem, ki izvira iz teh čustev oziroma iz teh zgodovine. Se strinjam z Vučketom, kar je povedal. Ja, smo se že kot mladi srečevali v teh glasbenih krogih, ne sem tudi kot prijatelji nasplošno. Tako, no. Jaz in Dejan največ mogoče, še se poznava že iz plenic skoraj. In sva imela, ja, jaz in on tudi dosti projektov, takih neuspelih, bom rekel, ja, in ne vem, nekako smo se zdaj našli pač v tem projektu, tako ki je zaštartalo malo bolj zapravljeno. Kateri inštrument je tvoj v bendu Paranoise? Moj inštrument je bas kitara. Triangel. Bas kitara, ja. Jure, ti si bobnar. Ja, oziroma igram bobne. Dejan, tvoja glasbena zgodovina? Ajoj, ma ne, kaj, ja, v tem majhnem Kopru smo in toliko, kot so povedali ostali, preigravali vsi poprek, dosti let že prej in toliko itak tej garažni bendi in neuspeli poskusi, kot je rekel Aleš. Zdaj igram pa, tle v Paranoise igram kitaro pač. In back vokale, ja, zelo pomembno. Back vokale tudi prepevam. To je pomembno, marsikdo se ne zaveda, da je to pomembno. Tako, to je zelo zahtevna naloga. Pač ja, v par komadih so te back vokali noti in jaz bi samo sem prej že imel v mislih, da je bilo zabavno snemati te back vokali in zame je bilo tam največ pač smeha in zabaveno. Mark, po besedah drugih članov sklepam, da si ti najmlajši član? Ja, tako je, ja. Jaz sem iz malo drugačnih vod, sicer sem potem njih spoznal še v kar mladih letih. Bando od v bistvu teh bendov, ki so razlagali dečki. Tako da smo se najdli v bistvu skupno v tej vadnici, kateri smo tudi posvetili naš album, ki smo izgubili pred kratkim. V tej vadnici sem tam tudi jaz probal z nekim drugim bendom se najti, pa je tudi potem to razpadlo in tako je nekako potem nastala neka ta druženja, no, na tem placu, pa razne džemke, razno spoznavanje novih glasbenikov in tako igranje drugih inštrumentov in smo potem nekako se tako boljše spoznali. Poznam Dejana in Aleša od tam že nekaj časa. Aleš je tudi nekaj časa v tem bendu, ki smo ga probali narediti, bil basist nekaj časa, potem se je ta projekt razšel in potem smo nekako se najdli spet. Jaz igram drugače še v enem bendu, ki je trenutno tudi aktiven, Freedom House, in imam še en solo projekt, eno akustično zadevo, ki se kliče Market Garden. In s tem projektom Market Garden sem v bistvu sem si sposojal vadnico, ki je od našega basista Aleša, od Paranoise. In smo prišli s tem projektom Market Garden enkrat na vaje, se nismo uskladili in sem videl, da so oni začeli v bistvu nek novi projekt, za katerega sem bil presenečen, da so se nisem pričakoval, da se bojo lotili novega projekta. In sem v bistvu bil navdušen nad materialom, v dan, ko sem to slišal in sem probal nekako se ponuditi, če lahko pridem še kdaj na vaje in sem poprijel malo za mikrofon, potem to se ni lih najbolj obneslo na začetku, potem sem poprijel za kitaro, rajše so rekli, da bi bilo boljše. In smo imeli potem iskanje vokalista. Nekaj časa smo imeli to eno audicijo, ki ni šla lih najboljše skozi, se nismo lih najboljše ujeli in potem jaz sem že nekako prepeval na vajah in smo imeli že besedila, neke linije narejene okvirno in je očitno potem ostalo na meni ta naloga, prevzem tega glasa, tako da je tako ratalo nekaj iz tega, slučajno. Tako da slišimo tvoj glas.
kot vodilni glas. Nažalost. Ali na srečo. Naslednja bo Better World oziroma Boljši svet. To je v bistvu, mislim, da to ni skrita želja od nobenega, ne, to si vsi želimo, da bi ratalo kaj lepšega v tem svetu. Je mogoče malo bolj fokusirano pač je malo bolj političen komad kot vsi ostali, ki bolj temeljijo na nekem pripadanju in na neki ljubezni. Tle smo obrali novo pot pisanja oziroma nov način izražanja nekih frustracij, ki so bolj družbeno kritične. It's not easy, you know, to think of leaving and take the melancholy with you. It's not easy to leave and die to be reborn in another situation. It's not easy to think of changing the habit through the entire season. Yeah, when the need to go is fast. You know you got to be free and only got some regrets, and anything is possible. You're even made to believe a million sins take made of us. Yeah, yeah. In a better world, in a better world, in a better world, in a better world, in a better Paranoid Baffled Driver je album, ki ga vrtimo. 10 pesmi ste pripravili na albumu, leta 2024 je sicer izdelek že na voljo. Ja, tako je. V bistvu nismo na začetku niti razmišljali v tej smeri, da bi šli posneti album. Imeli smo pripravljenih teh 10, mogoče kaj manj pesmi, dokler se na našem placu ni pojavil en prijatelj, bomo rekli.
in je bil navdušen nad tem vse skupaj in nas mogoče malo porinil v to, da gremo kaj posnet. Mislim, pač plan je bil snemanje, ampak ne še takrat. In nam predstavil potem tudi Žana iz Solkana oziroma iz Gorice, pri katerem smo snemali ta izdelek, in je potem prišel tudi on dol na vaje, je bil tudi on navdušen in smo dobili potem nek nov zagon, da se to spravi, ne bom rekel na papir, ampak na zgoščenko. Kako poteka vaš kreativni proces? Kdo skrbi za glasbo, kdo za besedilo? Za besedilo skrbita Aleš in Mark največ, oziroma največ Mark pa Aleš. Za ostalo, ne vem, različno od komada do komada. Mogoče toliko te rife, neke prve jih jaz pokažem in pol vsak doda neko svojo noto ali pač po dosti prepiranja, pol se kaj rata, no. Pregovarjanja, prepiranja, pol se kaj zgodi. Tako je, kot je povedal Dejan, je eden od nas ima neko idejo, neko zasnovo, nek skelet nekega komada in potem ga skupaj zaključimo, ga opremimo, krasimo in tako naprej. Se pošiljamo tako nekom Tri prekrasne in podobno. Ampak pridemo do zaključka. Niso te kregerije spet niso tako hude. Jaz mislim, da se čisto lepo zmenimo pol proti koncu. V lepem, dobrem smislu sem povedal, no, mislim, da je, ja. Tako opažam, da je najmlajši član najbolj umirjeni v bendu. Mora biti, druge nima. Se je mlad, mora biti, ima največ živcev, ohranjenih med nami. Jaz bi rad dodal, da mogoče je umirjen tukaj na intervjuju. Če si boste pogledali kakšen posnetek v živo, mislim, da smo mi trije kar statisti oziroma statični Lego kocke, bi rekel. In Mark, tisti otrok, ki teče okoli Lego kock. Ne nazadnje je on frontman, torej mora malo tekati. Se strinjam, to je njegova naloga in pač od njega to pričakujemo. Zdaj smo se že navadili toliko teh vragulin, bi rekli, da čakamo že počasi kakšne salte. To nalogo pravlja vrhunsko, več kot zadostno. Pa mislim, da s temi vragulijami, kot pravi Jure, mislim, da sem počasi tudi spodbudil še koga v bendu, da malo začne skakati in da popestrimo potem tudi naše live performance vsi skupaj. Me zanima, kdo bo prvi na nastopu naredil stojo. Ja, po mojem, Uniki bo zgubil stavo v backstageu uni dan. Jaz mislim, da je nisem sposoben narediti. Če se stavimo še pri besedilih, so v angleščini, vidva potem skrbita tudi več za tekste? Ja, meni v bistvu iz mojega vidika, bom povedal iz osebnega vidika, poslušam dosti ameriške in angleške muzike in zato se tudi potem izražam v takšnem jeziku. Sem tudi dosti fan ameriških in takšnih in drugačnih risank, ki so v bistvu vse bazirane na tem jeziku in mi je nekako najbolj pristno in tudi zanimivo mi je pisati v tem jeziku potem tako besedila in mi je všeč ta princip, da pač tudi če ne znaš nobenega drugega jezika, je pač vedno angleščina nek skupni imenovalec, se bo vedno razumelo, ker je pač tako popularen jezik. Pač tudi za širši trg, potem za komade in tudi za razlagati o komadih, ki je mogoče tako da. Kaj pa tematika, ki jo naslavljate v besedilih? Tematika je, v glavnini je bolj neke ljubezenske zgodbe, ne. So pa tudi, kakšen komad se najde politično, vse splošno življenjsko. En komad je tudi, mislim, da ima najboljše besedilo, kliče se Instrumental, v katerem ni besedila. To sem opazil. Je najboljši, ni? Vse v besedilu ni bilo treba dosti vložiti. Ste razumeli vse, kar smo hoteli povedati, ne? To je res, ja. Samo tam so besede najbolj glasne, tudi če jih ni. Mislim, da Uni komad ima tudi ima zanimivo sporočilo. Ne glede na to, da ni ubesedeno to sporočilo. Rečeno. Ste album zasnovali kot neko zgodbo? Od prve skladbe pa do zadnje? Ne? Zakaj odkimavate? Ker nismo. Vsak po mojem svoje mnenje. Ja. Komadi so nastajali vsak zase itak, ne? In ko smo jih posneli, zaključili vseh 10 komadov, smo se pol itak kregali, kako bo zaporedje na albumu, ne? Ker smo se odločili, da bomo izdali album, ja. In nismo se ozirali na to sploh. Naslednja bo Clear the Room. Clear the Room je v bistvu nek komad o tem, kako so vse v življenju ne smemo sklepati kot samoumevno, ker vedno lahko vse hitro mine. In za Clear the Room smo naredili tudi en zelo zanimiv videospot, ki ga najdete tudi na YouTubu. Bil sneman v eni dvorani in bil koncept videospota, kako je vedno manj stvari notri v sobi in kako je lahko marsikaj v življenju kot ljubezen, kot dosti čustev, dosti dogodkov, dosti ljudi, je lahko vse minljivo in ne smemo nič jemati kot samoumevno.
Clear the Room skupine Paranoise z albuma Buffered Driver. Radi čistite sobe? Ne. Samo takrat, ko je potrebno. Treba vsaj enkrat na teden. Ja. Ne vem, jaz glede čiščenja sobe se težko spravim, ampak ko se spravim, pa počistim kar celo hišo. Nov komad, novi komad. Clear the house, dobro. No, tako da imate že nastavek za naslednjo skladbo, vse naslov. Samo ta skladba mislim, da bo mogla trajati 40 minut, da posnamemo video spot. Kako skrbite za promocijo izdelka, ki je zunaj dobro leto, skoraj 2 leti? Ja, za promocijo skrbimo tako, da smo našo zgoščenko v digitalni obliki plasirali, kakšna lepa slovenska beseda, na vse te Spotify, na YouTube, na vse te platforme, ki to omogočajo. Kakšen radio nas je kdaj poklical, video spot imamo še kakšen zaposnet in mislim, da s koncertom bi se mi najboljše promovirali, ampak rabimo tudi kakšen koncert izven obalnega pasa. Glasba torej na vseh streaming platformah, je kaj odziva na vašo glasbo tam? Neki je, mogoče bi jaz le povedal, da en toliko v živo zvenimo boljše, menda, po mnenju mnogih, in da komaj takrat prijemo zares blestimo na koncertih, no, tako da se bolj osredotočamo na žive špile. Kot ti hotel povedati, Dejan, ja, je mogoče najboljša promocija igranje v živo s koncertom, bolj kot neko to social media plasiranje tega sranja, bom rekel, no, ja, tako. Meni se zdi tudi glede na žanro, mislim ne specifično toliko na žanro, ampak glede na pač ta stil in to sceno, katere smo udeleženi trenutno, se mi zdi najboljša, ja, pač najboljša promocija, live špili, komunikacija z ljudmi, pač tako bolj od ust do ust, z nekim, ja, z ušesa do ušesa. In se mi zdi preko teh digitalnih platform in vsega, da je kar težko iti čez neko množico in tako promovirati te zadeve, še posebej preko interneta, ki je vse tako nasičeno. Se mi zdi tako bolj v fizični obliki lažje promovirati in tako tudi lažje prepričati ljudi mogoče kot samo nek specifično, samo nek internet. No, sicer so pa vse variante definitivno sprejemljive in vse variante so učinkovite. Zdaj pa koliko pa se ukvarjaš s tem in koliko daš na to, je pa spet potem druga stvar. Tako da imamo v planu tudi, mogoče glede, pač smo se naučili marsikaj na tej poti, odkar smo izdali ta album in zdaj s tem, da bomo počasi začeli snemati drugi album. Bomo probali to, kar smo se naučili, te taktike, bom rekel, izkoristiti še posebej tudi pri drugem albumu, mogoče s tem obudimo še kakšen spomin na potem ta starejši album, oziroma na naš prvi album, kar je dobra stvar, pač, da damo tudi nekaj malega potem na to področje, da ni vse specifično samo muzika, da naredimo tudi nekaj pač za nas in za fene. Naslednja, God Made You Be. Komad God Made You Be je dobesedno naš prvi komad, ki je nastal. Žanr je tak malo funky, vsega boste slišali zdaj v kratkem. Je pa čista neka taka ljubezenska zgodba, no? Malo za zaljubljenost, prevare, jeza, ja, je nek izraz čustev, obžalovanja, hrepenenja. Jaz bi še dodal, to je bil prvi komad, ki smo se ga lotili delati prav v celoti in smo ga naredili od začetka do konca. Vmes smo imeli pač tudi še ostali material, ki je bil nedokončan, ampak tega smo prvega finiširali in je zelo dober odraz tega, kako mešamo stile, kako gre iz prve kitice, kako gre iz refrenov, kako gre iz neke psihodelije, so notri zajeti te razni stili, kjer smo še odkrivali, katero smer bi se točno obrnili in smo potem ugotovili, da se bomo kar vse.
Paranoj z mano vdaje radioaktivno Dejan, Aleš, Mark in Jure so z mano. Koliko pa je koncertnih odrov? Koncertnih odrov ne bom rekel, da je presenetljivo dosti, ampak se kar odpira oziroma se nam je v tem letu kar odprlo. No, bili smo tudi 2 ali 3 v Ljubljani, na Vrhniki, bili smo v Mariboru tudi, so nas eni prijatelji povabili. Tako da mislim, se vidi oziroma vidimo počasi ta napredek, da prihajamo tudi v osrednjo Slovenijo, ker tukaj na obali jaz mislim, da smo, če nismo že vse preigrali, smo bili na večini mest, kjer se koncertira in sicer smo mnenja oziroma nekateri so tudi mnenja, da bi lahko igrali vsak vikend na istem mestu, ker vsak vikend pride lahko nekdo drugi in te nekdo drugi spozna, ampak se tudi malo mogoče naveličaš in želiš nekih novih izzivov, novih mest, mogoče tam, ker te res noben ne pozna, pa da se tam izkažeš in dokažeš. Je v Sloveniji dovolj prostorov za igranje? Če je dovolj prostora za igranje, ne bi rad tle neki tarnal in se pritoževal, mogoče bi lahko bilo boljše na tem področju. Kot smo že povedali, so že povedali moji kolegi tle, pa če toliko tle na obali se da, prodreč čez pa je malo težje, no. In se neki trudimo in toliko srednje uspešno, dajmo reči. Ne vem, bi si želeli več igrati zunaj, mislim izven obale oziroma mogoče tudi kaj izven Slovenije, no. Mogoče prostora je dovolj, ampak mislim, da organizacije zmanjkuje vedno več, predvsem zaradi vidika te politične neke zakonodaje, pa SAZAS neka dovoljenja, hrupne, mislim, te omejitve neke, no, se vedno manj organizatorjev leteva to. Prostorov je zadosti, sigurno je, v vsakem mestu. Jaz mislim, da je dovolj prostorov, je spet odvisno od organizatorjev, od pogojev, od sredstev, ki jih nudijo te prostori, bodi si to lokali, bodi si mladinski centri, bodi si klubi. Mislim, da če že imam to možnost, lahko dodam, da se mi zdi, da nekatere občine premalo vlagajo v kulturni del, pač v kulturni del na splošno, ne samo na glasbeni vidik, ampak na dosti dejavnosti. Nekaterim občinam gre to zelo dobro, meni se zdi osebno, da tu na obali, da laufa nekako še kar v redu v primerjavi s kakšnimi drugimi občinami in s primerjavi z izkušnjami, kjer smo že igrali zaenkrat in tudi pač s drugimi bendi, ki smo igrali. Tako da je placov je dovolj, je odvisnost pač res od organizatorjev, pogojev in mogoče tudi od njihovih nekih idej in zasnov, pač kako se lotevajo potem te organizacije za glasbo in za rihtanje bendov in kakšen sklop, mislim, kakšno zgodbo se izmislijo potem za promovirati te zadeve in tako da je potem vse vprašljivo, ampak načeloma prostora je dovoljno, samo treba se organizirati. Točno to in je vedno, to je po vsej Sloveniji, vsi organizatorji se vedno ukleščajo tudi na ene in iste izvajalce, ne? Te, ki so najbolj znani, tle bo največ publike, tle bo največ inkama, ne, kako bi rekel. Zelo redko kdaj se daje možnost nekim manj znanim, manj uveljavljenim, manj tem bendom in tako možnosti se pokazati publiki, ne. Vedno je, to je povedal Mark. Naslovna skladba bo naslednja. Baffle Driver, ta glavno popotovanje, nosilec albuma v bistvu, ja. Glavni voznik. Glavni voznik, to v bistvu, on te spremlja to je gospod, ki spremlja pri temu, kar se vse dogaja v življenju in se mi zdi, kot da je, ne vem, tle po mojem vsi 4 smo drugačnega mnenja, o čemu se gre specifično ta komad, pa se mi zdi, da je tudi dobro, da tako ostane, ker ne bo kar odprta interpretacija, ker je kar močen naslov. Go on and take me down, yeah. Now rising from the ground like a mountain, I will watch you down. And all of the stories not strong in the depths. It's still one shining light.
fairy tale and won't you break my brain? Now we'll hunt you down for days, chase you around like no one ever has this way. The back road driver taking advantage of the need. I just wanna find what it is so deep. In my head, captured thoughts with both my hands. Only silence made me end down the back road driver chase you away. And whispers, yeah. Whispers, woo. Skupina Paranoise z mano vodaje Radioaktivno. Če pogledam naslovnico, vidim, da nas ta vaš voznik pelje nekam v neznano smer. Ja, se pravi, to naslovnico je toliko je skombiniral skupaj s Klamfom naš Aleš, Marzi mu pravimo mi, domači. Je bilo tudi pregovarjanja, kar se tega tiče, da boste verjeli. Ampak ja, v glavnem toliko smo še mladi in Ali še hotel samo izpostaviti, da največ komentarjev je bilo glede njegovega obraza. Ne. Moraš povedati, na naslovnici albuma je tako, če opišemo besedno, gre za neko cesto, ki gre v neznano v usta nekega monstruma. Ob tej cesti štopamo mi štirje, nekako smo na sliki. Ne. Meni osebno, verjetno tudi drugim, meni je to itak prvi neka glasbena podvig, uspešnost, ki smo jo dosegli, da smo posneli album in to. In je bilo treba tudi izdelati neko grafiko in kako bi izgledal ta CD. Sem se pač jaz lotil, itak tudi finančno, stroškovno, nismo imeli takrat neki, da bomo zdaj vlagali tle notri in sem se pač sam lotil tega z pripombami in popravki ostalih, ne. Kot sem opisal prej, naslov Buffalo Driver, neka cesta, ki pelje v neznano, v neko usta monstruma in ob tej cesti smo pa mi štirje, ki štopamo. Prave slike, pač predelane kakorkoli, no. In slika, ko te popelje v neko neznano, ja. Poslušaj album, pa boš vedel, kam te pelje. No, jaz sem hotel samo dodati, da čakamo tega voznika, da nas pobere, no? Ja. Da gremo skupaj z njim v neznano. Ravno si mislil dejati, da ste zelo potrpežljivi, da čakate. Čakanje je zelo dobra vrlina, ne? Bi povedali.
če se obrnem na naš, ko bi rekel, javni promet, jaz mislim, da je kar album dobro zastavljen. Če bi želel priti z vlakom iz Ormoža do Kopra, rabim skoraj cel dan. Ja, mi smo zelo počaščeni in zelo zadovoljni, da ste vi prišli z avtom iz Ormoža, ker če bi šli mi z vlakom do Ormoža, mislim, da bi mogli ne 3-krat prestopiti, pa vmes še kakšne šolarčke kam pospremiti, ker ne bi vedeli kam iti in ne bom nadaljeval. Točno pri vajah, tudi tam čakamo dosti, pa pol. Tam ste v stilu slovenskih železnic. Tako, tam smo v stilu slovenskih železnic. Tako. Malo je zamude pri komu, enkrat je eden, enkrat drugi, enkrat četrti, enkrat tretji. Tako je. Ponavljajo se pa vedno dva isto, ponavadi. Ja. Jaz bi samo še dodal v tej priliki, da če bi kdo rad doniral kakšna sredstva za slovenske železnice, mislim, da bi bile primerne. Naslednja bo Down the Stairs. Jaz bi povedal še nekaj za recover, ki ni noben omenil. Drugače, ja, ta cesta vodi v tega monstruma, ki ga je narisal moj kolega, basist od Freedom House. Je narisal sicer v drugačni verziji in je potem tle sicer zeditan tako, da se sklada z ozadjem in s tem, da v bistvu ta monstrum prihaja prav iz zraka. Pač basically from thin air, tako rečeno. Je potem ta slika v celoti, je potem postal nek naš signature kot nek logo benda. Smo ga tudi poimenovali po bogu za uničenje, se kliče Abaddon. Tako da je to v bistvu potem nekako nek naš logotip. Ja, je rato potem prepoznavni znak benda, tako da imamo to tudi potem na majicah in še na ostalih fizičnih zadevah. Vse potem smo začeli bazirati okoli te slike. Down the Stairs bo naslednja. Ponovadi, ko se vračamo iz koncertov, se kakšen zruši po stopnicah in smo dobili tako tudi inspiracijo. Jaz, če se ne motim, mislim, da je prvi naslov te skladbe bil Down to the Stairs, ker sem se jaz potem hecal na vajah, ker je riff tega komada narejen gren del. In sem si jaz predstavljal neko sliko, kako nekdo down to the stairs. In potem nekako iz tega smo tudi, potem mislim, da besedilo prilagodili in je to nastal naslov te skladbe. Komad je nastal tako, da je Dejan prišel na vaje podobno kot ti povedal Vučko, no? Prenesel je nam dva rifa, smo jih nekako skupaj staklapala, ampak zdaj z tega naredimo komad, ne? In pol smo ga nekako skupaj naredili, inštrumentalno ga speljali od začetka do konca, zdaj pa še dodati besedilo, ne? In pol pa je bil Mark tukaj glavni, ne? Jaz sem pri tem komadu uporabil eno ful zanimivo taktiko, ki jo nisem še nikoli probal. Mi smo vsakič, ko smo igrali ta komad, glede besedila govorim, vsakič, ko smo igrali ta komad, jaz nisem imel napisanega besedila, ampak za nalašč. Sem ta komad, tako kot sem se počutil, tako je šlo besedilo takrat in je bilo vedno drugače. Melodija je vedno ostajala ista, samo besedilo se je vedno spreminjalo. En dan je naš Aleš postavil opremo za snemanje v naši vadnici, da smo samo sprobali nekako te demote začeti snemati, zato da lahko komu kaj pokažemo. Tam je bila posneta ena verzija besedila, ki mi je bila dejansko všeč. Smo že tolikokrat zaigrali ta komad, da sem že nekako se začel, je bilo enih par vzorcev, ki so se ponavljali, par besed. In je potem tako nekako nastalo besedilo, še malo sem ga poglihal potem pred snemanjem, dobesedno par dni. Je pa bilo v odrazu v nekem obdobju, ko sem imel zelo težke odnose z eno gospodično, s katero sem bil dosti časa skupaj in so bili zelo pestri odnosi. Mi je bilo kar napeto, ja, in se je v bistvu slučajno ratalo to besedilo na tistem snemanju tega demota. Sem pa še zmeraj uživo uporabljal potem to taktiko, da sem spremenil besedilo, ampak potem je postalo to besedilo, ki je zdaj ful všeč in sem se ga navadil, tako da. Če lahko dodam na splošno glede našega ustvarjanja komadov, je neobičajno, kar sem delal v pogovoru z ostalimi, so zmeraj nastala prej inštrumentalni del in na to besedila vključena notri, no. Ponovadi pravijo drugi, da je vedno obratno, ne. Ne, sem hotel samo reči, da je to naš najbolj miren komad. Najbolj miren komad. Kako? Najbolj miren naš komad. Najbolj izstopa po toliko... Psihedeličen tako žanr. Down the Stairs je komad, ki je žanra prevladuje bolj psihedelično, no. Psihedelični rock, tako. Baladica naša.
going down. My little lover won't hang around. Has a notion in her brain, cracks around over everything. Couldn't handle the dream of the night. Has a fever all of the time. And although the blue skies in my train, my little lover hope we meet again. And now say she won't come alone. Keeps on every night, leaves the window open 'cause of fright. Has a notion in her brain, cracks around over everything. She feels the pain of the human race, lets it drown out behind her face. Bleeds the shadow through her fingers. My little lover, hope we meet again. And now say she won't come alone. Free from the lies, 1 and 2. Drop. She's the one, yeah, she's bound to go down, and leaves the shadow of you dead on my life. You never wanted anything in return. She was up, she was down, through the thick ice and round. Down the Stairs skupine Paranoid z albuma Buffalo Driver. Fantje, kako gledate na slovensko glasbeno sceno? Pa odvisno.
jaz dosti poslušam radio v avtu in včasih me kakšna slovenska glasba preseneti v dobro, včasih me kakšna v slabo. Tako da mislim, da vse splošno je glasba slovenska na nekem nivoju, produkcijskem, tako če gledamo. Tako da mislim, da se nam ni za bad, ne za naprej, niti ne za nazaj. No, tako. Mogoče včasih kakšna starejša glasba je bila bolj čustvena, bolj izrazita, ne vem, so bile te emocije notri, danes je pa itak kot po celem svetu vse skupaj malo zabrisano in važno, da gre v uho. Mark, tvoj pogled? Slovenska glasbena scena, to je zelo širok pojem. Je tu več podzvrsti, katerih mogoče je ta intervju prekratek za to, kar bi res rad povedal, ampak je pa, jaz mogoče jih delim na, tako kot je povedal Jure, jih delim bolj na, pač, so dva svetova. So te bolj ta radijski svet in ta bolj profesionalna produkcija, profesionalni marketing, bomo rekel tako, in potem jih pa delim na pač ta normalno dostopen svet, bomo rekel, pod to sceno, ki spadamo mi, bolj tako underground in malo bolj DIY, bi se reklo. In je zdaj odvisno pač od teh obeh scen, kako laufajo. Je sicer ta popularna scena, kot so te bolj radijski hiti in te mediji večji. Nisem jih najbolj navdušen nad tem delom, no, priznam. Nimam nič proti sicer, ampak tako se ne najdem v tej neki taki glasbi in ta glasbena scena me ne toliko privlači. Tako da niti iskreno ne sledim toliko to sceno. Sem pa bolj na tem področju, bolj teh manjših koncertov, bolj ta klubska zadeva, kjer so mogoče tudi kakšne malo težje žanre za jih poslušati, underground. Tam pa se mi zdi, da stvari laufajo mogoče malo boljše in so nekatere stvari bolj uresničljive, no, za marsikoga kot na tej drugi strani. Aleš? Če ocenjujem slovensko produkcijo, se mi zdi kar v redu dobra. Kot avtori, glasbeniki in to, da lahko debatiramo 4 dni. Žalostno mi je to, da prosperirajo na top lestvicah in to take zadeve, ki so prišle gor bolj zaradi tega, ne kot to, da bi bilo javnosti všeč ali nekaj podobnega, pa bolj zato zaradi nekih vez in nekaj podobnega, po mojem. To je moje mnenje. No. Govorim tej radijski sceni, na splošni tej top. Drugače pa, kot je rekel Mark, underground scena in to je, sem bolj tega žanra in isto in v redu. Samo to je neslišno, ponavadi. Yeah. Dejan, še tvoj pogled na slovensko glasbeno sceno? Meni se zdi v redu, kaj slovenska glasbena scena. Imamo Golico, ki je največkrat predvajana skladba na svetu, boje. Tako da ni zajbancije. Ne, v redu, pač jaz meni en toliko mi je poslušam marsikaj. In en toliko v tej mali Sloveniji se mi zdi, da se tudi najde en kup raznolikih glasbenikov, glasbe, pač toliko mislim, da je okej. Zadeva je itak stvar okusa. Ali ti je všeč, ali ti ni. Se pa čuti ful vpliva nekega ozadja drugega, iz mojega vidika. No. Kako pa ste si v bendu na TV ali Uni z umetno inteligenco? Kaj spremljate, kaj uporabljate? Vam pomaga že kaj pri ustvarjanju? Jaz se uporabljam za pisanje mailov za špile, dosti krat. No, osnova je. Jaz jo probam čim manj uporabljati, ker po mojem bom ugotovil, koliko sem neumen in boljše, da ne ugotovim. Ne, pač načeloma ne uporabljamo, niti v bendu, niti po mojem osebnem življenju, ok, Mark, če piše maile, ampak se čuti pritisk oziroma vpliv vsega tega. Dosti stvari tudi se naredi v sekundi. Imeli smo primer prijatelja, ki nam je naredil par pesmi z umetno inteligenco, sicer preuredil v drugi žanr in so bili komadi narejeni točno po tem nekem kopitu, bi rekel, vse splošnem, tem komercialnem kopitu in so komadi zveneli, bi rekel jaz, za na radio oziroma za neko uspešno kariero, ampak to je spet umetna inteligenca in mislim, da z umetnimi stvarmi se bo počasi končalo. Če se vrnem na ustvarjanje platnice našega albuma na CD-ju. Jaz sem itak se tega lotil kot amater in sem se v nekih začetnih fazah celo poslužil ustvarjanja z umetno inteligenco teh slik in to grafike. In ko sem to pošiljal tem mojim trempadašem, se vidi, da ni to človek naredil in tudi pol sem razmišljal, sem si rekel sebi, ali si šel v napačno smer, ustvarjal nekaj sam.
Meni se zdi to neumno. No? Mislim, to nas ljudi poneumlja, se meni zdi, v vsem splošnem svetu danes. Bomo rateli vedno bolj neumni. No? Mogoče moja generacija še ne, naši potomci in tako naprej, pa slabo nam kaže, če se bomo tega posluževali vedno več. No? Jaz jo v zadnjem času uporabljam pri pripravi intervjujev in jo tudi vprašam Microsofta, Copilota, katere so najpopularnejše skladbe določenega benda oziroma izvajalca. Kaj mislite, katerih 5 skladb je izpostavilo pri vas? Aha, Copilot, katere je 5 skladb. Ja, najpopularnejših, ja. Se pravi, polovica našega albuma, da zdaj ugibam. Away From You, Clear the Room, itak, to je prvi, Buffalo Driver, ki je naslovnik albuma, Down the Stairs, ker sem naredil besedilni video spot, to sem 4 naštel zdaj, ne vem. Jaz, če razmišljam kot umetna inteligenca, čeprav ne vem, kako razmišlja, glede na to, da je prvi komad na albumu Flash in če se umetna inteligenca poslužuje statistik, mislim, da je to tudi za nekoga, ki samo odpre album in poslušljivost, mislim, da je Flash na prvem mestu, potem pa sledijo vse bolj, bi rekel, komercialne, kot so Clear the Room, Better World, Buffalo Driver in tako. No, jaz mislim, da instrumental je sigurno ni tukaj gor. Mislim, da sta izpostavila prave skladbe. Wrecking Crew, Clear the Room, Flash, I Kid You Not, pa naslovna skladba Buffalo Driver je tistih 5, ki jih je dejansko izpostavila. Jaz, če lahko samo dodam, skladba Wrecking Crew je tudi po mojem na koncertu najbolj všečna, tako po aplavzih in po žvižganjih, oziroma je ta najbolj priljubljena, no, tako bom rekel. Najbolj všečen komad publike, ja, tako je. Predzadnja, Wrecking Crew. Ja, v bistvu so povedali, ta je nekako bil najboljše sprejeti strani publike, se meni zdi. Se nam zdi, pardon. Ta pa je ultra, predstavljajte si dogodek v eni zelo stari kuhinji, v enem socialističnem stanovanju. Mlad par, ki se ne razume. To je vse, kar bom rekel. It's midnight time while all seems well, and everything is quiet while you sleep tight. Then she suddenly owns my enemy. She was just slowly cracking all I own. Then tell me what it is that's burden in my head. Then tell me what it is that's burden in my head. Then tell me what it is that's burden in my head. Then tell me what it is that's burden in my head. Yeah, part of me is turning into dark. Through my eyes I can't see anymore. Shadow got my mind and I can't be alive. Even if tonight we die, she's just trying to wreck the walls. Coming down my face with the flames burning high. She's the one who on the side. She's just trying to wreck the walls. Coming down my face with the flames burning high. She's the one who set on fire. Yeah. Like the statue of rocks, build myself stone. And the place is high above the ground. Yeah. Capes of every man have fallen through. And the ship is sunk to part our way. Then tell me what it is that's burning in your head. Then tell me what it is that's burning in your head. Then tell me what it is that's burning in your head. Then tell me what it is that's burning in your head. Part of you is turning into dark. Through your eyes you can't
Wrecking Roll skupine Paranoise, fantje za konec, kakšni izzivi so pred vami? Dejan, ti si se že čisto odmaknil. Ne, sem tu. Si mislil, da si že šel opazovati ptice? Ja, Sicer v teme. v glavi. Ptice teme. Ne, naši plani za prihodnost, po moje, da je toliko, sem 4 enaki. Čim več pilov, malo prodret izven obale in počasi imamo že kar nekaj materijala za mogoče drugi album, za snemanje drugega albuma. Tako da bomo še malo zvježbali in pol mogoče že kaj posneli. Kreativni proces se torej nadaljuje. Seveda se nadaljuje, imamo že enih 6-7 skladb na vidiku za nov album. Tako kot ti povedal Dejan, no, strmimo k igranju, nastopanju v živo, izven obalnega pasa in seveda bomo tudi kaj novega verjetno posneli, tako audio kot video verjetno. Več informacij o vas pa na družabnih kanalih. Ja, seveda, najdete nas povsod in tudi tam, kjer ne boste iskali. Jaz mislim, da če boste upisali, glede na to, da Paranoise verjetno ni edini band, oziroma ne bom rekel band, muzikalno, če se upiše Paranoise, se marsikaj najde, tako da se boste mogli malo potruditi nas najti, ampak ja, nas najdete, če nas želite najti, nas najdete, če ne, pokličite na 080, ne, se hecam. Si mislil, da boš dejal 090? Ne, to ni band, to je potem drugi projekt. Za konec še instrumental, v katerem pa Mark besedilo ne rabiš kaj dosti razlagati. Jaz mislim, da že sama beseda po sebi pove marsikaj, če bi se lahko šel tako mat, že samo s tem, da je razdeljena ta beseda na 2 dela. Za instru je odprto to interpretaciji, za mental pa se obračam na uni komentar, ki sem rekel prej, za stara socialistična kuhinja. Skladba za konec tega pogovora. Dejan, Aleš, Mark in Jure, hvala, da ste bili gostje oddaje Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delo naprej. Hvala lepa vam za povabilo, za izčrpen pogovor. Hvala vam, lep večer želim. Hvala še enkrat za vse. Boštjan, hvala in uspešno delo še naprej.
Radioaktivno, paranoise.